Lepo pozdravljeni. Danes gremo v prihodnost. Poglejmo si leto 2040 in poskusimo ugotoviti, kako bi lahko izgledali najbolj napredni tematski parki na svetu. In ta vizija je, no, milo rečeno, res osupljiva. Pomislite malo, kaj če zabava ne bi bila več samo, recimo, vožnja z vlakčem smrti? Kaj če bi postala dejanski prehod v drugo dimenzijo? Točno to vizijo bomo danes raziskali. Seveda, ne me narobe razumeti, že danes imamo res neverjetne kraje, od podvodnih svetov v Dubaju pa dirkaških hitrosti v Abu Dhabiju do tistih norih vizualnih spektaklov v Las Vegasu. To so, veste, temelji, na katerih se gradi prihodnost. Ampak to, kar prihaja, to je pa nekaj čist drugega. Popolnoma drug nivo. No, in s tem pridemo do bistva, do jedra te vizije. Gre za dva tematska parka, ki sta načrtovana za leto 2040. Poudarjam, to ni več neka znanstvena fantastika, to je konkreten načrt. Torej, spoznajmo ju. Na eni strani imamo Nexus Galaxy, pravo vesoljsko oazo na morju, na drugi pa Quantum Realm, igriščarski raj sredi puščave. Že same lokacije so kajne osupljive. Eden bo izkoriščal moč oceana, drugi vročino zemlje, popolnoma trajnostno in, ja, neverjetno ambiciozno. Pa poglejmo, kako bi ti sanje sploh lahko uresničili. Ker tukaj ne govorimo več samo o parkih. Ne. Gre za res monumentalne gradbene podvige, ki bodo premaknili meje vsega, kar poznamo. Ok, začnimo z Nexus Galaxy. Investicija? Pripravite se, neverjetnih 55 milijard evrov. Ampak poglejte, kdo stoji za tem. SpaceX za vesoljsko tehnologijo, Siemens za energijo in Tencent za digitalno integracijo. To je skratka prava A-ekipa prihodnosti. In če se je to zdelo veliko, Quantum Realm postavlja letvico še višje. Govorimo o 60 milijardah evrov. Partnerji tukaj? Epic Games, Nvidia in Meta. Mislim, da je popolnoma jasno, kaj to pomeni. Gre za ultimativno zlitje sveta iger in različnosti. Vprašanje je seveda, kako bi nekaj tako monumentalnega sploh zgradili. No, pozabite na klasična gradbišča s hrupom in prahom. Tukaj govorimo o avtonomnih robotih, ki opravijo večino dela, o 3D tiskanju celotnih stavb, pa celo o materialih, ki se popravljajo kar sami. To je res trajnost in tehnologija z roko v roki. Super, zgradbe stojijo. Ampak kaj je tisto, kar bo vse skupaj resnično oživilo? Seveda, ključ je v tehnologiji. V tehnologiji, ki bo poganjala ta futuristična čudesa. V ozadju vsega bo brnel cel arzenal naprednih tehnologij. Kvantna umetna inteligenca, ki bo obdelovala podatke s hitrostjo, ki si je danes ne moremo niti predstavljati, in bo prilagajala izkušnje vsakemu obiskovalcu sproti. Vse povsod bodo hologrami, ki bodo ustvarjali popolne iluzije. Blockchain bo omogočal, da bodo virtualni predmeti resnično v lasti posameznika. Ampak, veste, ena tehnologija res izstopa. In to so nevronski vmesniki. To je, recimo, kvantni preskok onkraj VR očal. Ne govorimo več o nečem, kar si nadenemo na glavo. Govorimo o prostovoljnih vmesnikih, ki omogočajo neposredno povezavo med možgani in simulacijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi obiskovalci novega sveta ne samo videli, ampak bi ga zares občutili. Z vsemi čutili. Dobro, zdaj pa k glavnemu dogodku. Dajmo si podrobneje pogledati oba parka in ugotoviti, v katero smer bi nas bolj vleklo. Bi bili raje raziskovalci vesolja ali junaki v igri? Tukaj je bistvo popolnoma jasno. Na eni strani imamo vesoljsko odisejo, na drugi pa neskončno video igro. Dva popolnoma, ampak res popolnoma različna svetova, ki pa ju zanimivo poganja ista revolucionarna tehnologija. Pa začnimo z Nexus Galaxy. Koncept je v osnovi preprost, ampak hkrati genialen. Vsak obiskovalec, ampak res vsak, dobi priložnost, da postane astronaut. Da doživi pravo potovanje med zvezdami. In kaj je tista glavna adrenalinska bomba? Pripnite se. Prosti pad v simulirano črno luknjo. Predstavljajte si, 100-metrski padec, med katerim se prostor in čas okoli vas dobesedno popačita. In to pri hitrosti 200 km/h. Posebna magnetna polja bi simulirala tiste nore gravitacijske sile in ustvarila občutek, kot da vas vleče naravnost v singularnost. To je fizika, ki dela za zabavo. Noro.
Ampak seveda to še zdaleč ni vse, sploh ne. Od resničnih suborbitalnih poletov, kjer bi lahko doživeli 5 minut breztežnosti, pa do raziskovanja 10 različnih eksoplanetov v virtualni realnosti. In seveda tudi nekaj za družine, kot so vodne brzice skozi holografski zvezdni prah. Skratka, Nexus Galaxy res ponuja celotno vesolje izkušenj. V redu, skočimo zdaj v Quantum Realm. Tukaj je zgodba drugačna. Tukaj vsak postane glavni lik v svoji najljubši igri. Meja med resničnostjo in virtualnim svetom enostavno izgine, popolnoma se zlijeta. Glavna atrakcija imenuje se Glitch Rider. To je vlak smrti, ki s pomočjo obogaščene resničnosti dobesedno zlomi realnost. Predstavljajte si, tirnice pred vami kar naenkrat izginejo, ovire se pojavijo od nikodar, popoln nadzorovan kaos. In hitrost? Skoraj tako impresivna kot v Galaxyju. Govorimo o 180 km/h. Ampak tukaj ni poudarek samo na hitrosti. Ne, tukaj gre za nepredvidljivost. Za tisto psihološko vznemirjanje, ko res ne veš, kaj te čaka za naslednjim ovinkom. In to ni vse. Poleg tega imamo ogromne arene za bitke v živo, za 100 igralcev hkrati, pa kreativne cone, kjer je mogoče z močjo misli graditi cele virtualne svetove, in celo pravi kolosej za e-športne dogodke z 10 000 sedeži. To je resnično ultimativno igralško vesolje. Ampak veste, ta dva projekta bi bila veliko, veliko več kot zgolj zabaviščni parki. Njun vpliv bi segal daleč preko meja klasične zabave. Poglejmo samo ekonomski vpliv. Skupaj bi ta dva parka lahko privabila 100 milijonov obiskovalcev na leto in ustvarila 20 milijard evrov prihodkov letno. To so številke, ki ne spreminjajo samo podjetij, ampak celotna gospodarstva. In mogoče je to na koncu njuna največja zapuščina. Ne bi bila samo parki, ampak pravi živi laboratorij prihodnosti. Nexus Galaxy bi lahko navdihnil celo novo generacijo za raziskovanje in kolonizacijo vesolja. Quantum Realm pa bi postal absolutni center globalne e-športne ekonomije. In tako smo prišli do konca tega pogleda v prihodnost. Ostaja pa eno vprašanje. Kje se potovanje začne? V neskončnosti vesolja ali v brezmejnosti virtualnega sveta? Odločitev ni lahka, kaj ne? Prihodnost je morda res bližje, kot si mislimo. Hvala za vaš čas.